En lep dober večer, Tanja Skasa z vami. Malce pozno, ker sem imela Teamse z mojimi udeleženci obreda in zato bom danes kratka pa povedala tiste stvari, katere se mi zdijo pomembne. In potem sem si kar napisala 3 oporne točke, o katerih pač bi želela vam povedati, kako dejansko osebna rast vpliva na sam posel. Marsikdo me vpraša, ker smo imeli dogodek, zato nisem se tudi snemala vmes, nisem imela dva vikenda oziroma 2 četrtka nisem imela live, je bilo dosti vprašanj o tem, kako je to možno, da se gospodarstvenik predstavi in dela to, kar počnem danes. Jaz še vedno sem v poslu in dejansko samo je pomembno to, da sem spoznala, kako sem prej dosti z neko težo delala posel, danes pa dokaj lahkotno in te lahkotnosti tudi sledim. Ok, 3 točke, katere se mi zdijo pomembne, ki bi danes rada delila. Normalno, da vsak od nas si želi biti uspešen v svojem poslu. Čisto vsak od nas. Noben ne želi reči, ne vem, ko govorimo, ali hočemo delati na osebni rasti, saj človek ne dela osebno rast zaradi tega, da bi potem, ne vem, sedel pri drevesu pa gledal v zrak, ampak v resnici dela zaradi tega, da se mu življenje spremeni, da postane bolj uspešen, da postane bolj srečen, da dejansko sledi svoji intuiciji, to pomeni, da jo zna slišati, začutiti svojo intuicijo in da bolje vpliva nase, ker s tem vpliva tudi drugače na okolico. Ali bolje sprejema sebe, ker s tem sprejema okolico. In 3 stvari, katere se mi zdijo pomembne, da veste, da v podjetju, kaj se nam dogaja. Vsi vlagamo v razna izobraževanja, v komunikacijo, v odnose, vlagamo, ne vem, v strokovnost, v prodajo, vse možna izobraževanja, ki naj bi bila potrebna za to, da človek naredi spremembo na sebi. V resnici pa je to vse zelo koristno, sem pa 10krat bolj prepričana, da so boljši rezultati, če se loti konkretno sebe. Če gre pogledat, ne samo da gleda, kaj pomeni prodaja, kako pripraviti, ne vem, da se naredi call to action, to pomeni, da pride do same prodaje. Kako naj naredim, da se izboljšam v tem, da bom lahko prodajal stranki, da mi ne bo grozno, da ne bom imel strah pred stranko in tako naprej. In to je vse sestavni del, tako kot mi je rekla ena izmed mojih predavateljic, ki je tudi del naše akademije, je rekla, ti vse, kar uvajaš duhovnost v gospodarstvo, kar pomeni duhovnost, ko to slišimo, ampak to, da človek v resnici začuti svojo dušo in da ve, kaj njegova duša hoče. In s tem, ko ve, kaj hoče, čisti svoje vzorce, blokade, travme, kakorkoli že imenovani, čisti zato, da res lahko gre na sestanek bolj opolnomočen, da upa zagovarjati to, kar počne, da verjame vase, da se čuti vredno to, kar počne, da lahko proda določeni osebi, da potem tudi zbira take stranke, kot je on sam, kajti če ste vi sami zahtevni do sebe in imate veliko slabih misli, boste v svoje življenje točno take stranke pripeljali, ne morete drugačne, ker v eni vlogi so to vaši učitelji, vi ste tudi njihovi učitelji in zato se to konstantno dogaja. In največkrat se potem ljudje ne odločijo in tudi, ko ljudje prijo k meni, hočejo večinoma samo biti uspešni v poslu in tako je prav. Saj bistvo tega je, da vsak od nas dela zato, da je bolj uspešen v poslu. Ampak zdaj bom samo 3 točke razložila danes, 3 take alineje, zakaj se mi zdi, da boste bolj uspešni v svojem poslu, dosegali to, kar želite, uresničevali svoje poslanstvo in bili obdani s takimi ljudmi, kot vi želite. Najprej, in bom kar šla po točki, da se bom potem držala in bom potem vam dala tudi kak primer. Evo, sine me je vmes poklical, pa sem mu prekinila, tako da upam, da me ne bo še enkrat klical, ker ne ve, ker takrat že ve, da sem konec tega klica, je prvo, ni vam vseeno, s kom delate. In jaz, če se spomnim svojih začetkov, moje poslovne poti, ki je zdaj že kar, my God, že kar dolga,
več kot 25 let. Če sem včasih mislila, da smo stari pri 30 letih, zdaj imam najraje ljudi, ki so tam od 40 naprej, zaradi tega, ker vem, da potem postaneš moder. Seveda, od 20. do 40. leta raziskuješ, od 40. leta naprej pa potem postaneš moder in tiste napake, ki si jih delal, si jih spremenil izkušnje in tudi lažje, si bolj preudaren v svojih odločitvah, pa tudi bolj odločen pri teh odločitvah. Te več ne skrbi, če boš katerokoli odločitev sprejel. In ko se spomnim svojih začetkov, ko sem zaposlila koga, sem pričakovala, da bo isto tako kot jaz, kar je bil isto na nek način. Vzorce mi oči se enake, vzorce nesprejetosti, nevrednosti in tako naprej. Moji vzorci so udarili, da sem hotela biti uspešna, da sem hotela pokazati, da zmorem, da sem hotela celemu svetu dokazati, da sem prava za to delovno pozicijo. Danes gledam drugače. Sprejemam sodelavce in tudi ustvarjam ekipo, ki je primerna za to, kar počne. Vsekakor na tak način, da sem najprej spoznala svoje vrednote in da vem, kakšne ljudi želim imeti s kakšnimi vrednotami. In če v podjetju nimate postavljenih vrednot, dobite cel mes. Cel mes. To pomeni, ne veste, a greste v Ljubljano, to je kot primer. A greste v Ljubljano, ali greste v Maribor, ali greste v Koper, kamorkoli pač greste. To pomeni, pride ljudi iz vseh koncev, iz vsega in dejansko, ampak z vašimi vzorci. Če imate vrednote, vam je dosti lažje. In ko to pomeni, začnete sestavljati svoj tim in s to osebo, potem z temi ljudmi, potem veste, da bolj, ko se boste povezali, bolj, ko boste delali z njimi, začnete tudi ustvarjati rezultate. Zato delajte na sebi, poglejte, kaj imate travme, kaj vas moti, kdaj sodite, ker ko vi sodite nekoga, sodite dejansko prvo sebi, ker ste toliko zahtevni do sebe. Kar pomeni, nekdo ne more biti, če ste vi stari 45 let, pa nekdo, ki je 25 let star, že tu imate razlike, 20 let. Veste, kaj je to 20 let vaših izkušenj proti tej osebi, ki jih ima 20 manj. Naprimer, na mojem inštitutu imam Emo, ki je stara 25 let, ona je 23 let mlajša od mene. Jaz vsekakor ne more biti taka kot jaz, vem pa, da ima podobne vrednote in jo je treba korak po korak učiti, da pride do tega. Ampak v vsakem primeru, ko to delate, boste dosegali boljše rezultate. Boste. Ne more biti, da ne dosegate. Posadite seme in dovolite, da seme raste. Mogoče ne bo takoj, zaradi tega, ker je treba dati čas, biti potrpežljiv pri tem, verjeti v to. To vas vse uči. Učite se sproti. Treba mi dati čas, vero, da verjamem v to. Tako, tle se učite osnovnih stvari. Sprejemanja, zaupanja in svoje vrednosti. Ker vi verjamete, ko vi verjamete vase in ko vi zaupate sebi in čutite svojo lastno vrednost, veste tudi, da oseba zraven vas to isto ima. In lažje si pomagate, če verjamete v njo, če ji zaupate in ji date vrednost, ker bo tudi ona lažje zrasla. Druga zadeva. Gradite kar naenkrat tim pravih sodelavcev. Tu dovolite pokazati svojo ranljivost. Naprimer rečete, to mi gre, to mi ne gre. In takrat, ko dovolite pokazati svojo ranljivost, pride tudi do tega, da ste že 50% svojega dela naredili, kar pomeni univerzum ali pa vesolje, kakorkoli okolje, vam pošlje točno tako osebo, ki vam lahko pri tem pomaga. Naprimer, meni je najtežje zdaj pač na inštitutu prodajati sebe, priditi pa reči, jaz vam bom to spremenila. Čeprav vem, da marsikateri organizaciji lahko veliko kaj spremenim, ampak vsekakor ne morem takoj. In ta prva zadeva, kar pa je, sem pa zelo naravnana na rezultate. Kar pomeni, ker sem ambiciozna, imam sebi noter vrednoto, ciljno usmerjenost, da podjetje, ki hoče sem zato, da nekaj dam, pač rečemo, imamo kljukico, ne sodim v to podjetje, sodim v tisto podjetje, ki res želi dosegati rezultate. In se spoštujete, to sem še povedala. Največkrat je tudi v tem, ko delate na sebi, vidite, koliko premalo sebe spoštujete. In ko začnete delati na sebi, rečete, oh my god, saj so vsi ljudje enaki kot jaz.
In ko začnete sebe spoštovati, tudi to isto mero dajete naprej drugim. In vedno boste vedeli, da oseba, katera je v vašem podjetju, si najprej zasluži spoštovanje, ker če si ga vi zaslužite, boste to tudi osebi dali. In ko boste osebi dali spoštovanje, boste rekli, boste ji pokazali, da ji tudi zaupate, da je to, kar je prišla, lahko tudi uresniči. Mogoče ne bo danes, jutri, ampak če jo boste bodrili pri tem in vi verjeli v njo, bo tudi ta oseba dobila to zaupanje, da lahko ona in da ona to zmore. Zakaj v podjetju odhajajo ljudje? Tudi pri nas odhajajo. Jaz rečem, ne smete se tega bati. Ni to, da zdaj, ko pride do tega, ko reče, ni ljudi. Največ se pogovarjamo o tem, ni pravih ljudi, vsi ljudje so pravi. Ker takoj, ko rečemo, ni pravih ljudi, govorite tudi o sebi, da tudi vi niste pravi za to pozicijo. Ampak mogoče oseba se ne ujame s temi vrednotami, v katerem podjetju je. Zato je dobro, da osebo spustite. Če oseba sama začuti, da ne gre, da ne zmore, je prav, da ji dovolite, da naredi korak naprej, kjer se bo ona počutila opolnomočeno. Vedno se bo spomnila vaših besed, vedno, do sedaj čisto vsak je šel od mene. Naprimer, sem prepričana, da reče, aha, nekaj se je naučil pri nas, potem je tam nekaj, če pa je pri nas bežal, je pa v drugem podjetju tudi bežal, je dobil večjo preizkušnjo in potem slej ko prej se bo mogel soočiti s to preizkušnjo. In še tretja točka, katera je, ves posel, ki sem ga včasih delala, sem ga delala z nekim trpljenjem, zato se moraš fejs potruditi, če želiš priti do tega. Danes poznavam, da življenje je, bolj ko si lahkoten na svoji poti, lažje dosegaš rezultate. Lažje veš, ali pa hitreje veš, hitreje začutiš, kaj je pravo, kaj ne. Zaradi tega, ker tam, kjer ti energija uhaja, ko nam energija uhaja, vemo, da to nekaj ni dobrega za nas. Ko pa imamo to energijo, naprimer, prej mi je rekla ena na Zoomu, jaz ne vem, odkje ti jemlješ energijo, ja, če to delam, kar počnem, z veseljem in z lahkotnostjo, potem pomeni, da bom tudi delala vse ostalo z lahkotnostjo, zato ker moja energija je znotraj mene. Jo ne razdajam, ampak to, kar počnem, se mi zdi kot nekaj v redu, dajmo to, pa to narediti, pa to, pa kako ti to vidiš. Nimam več nekih močnih zahtev do tega, kaj bi vse moglo biti, ampak se prepustim in točno vem, če imam coaching, da bo oseba dobila to, točno to, kar ona zmore in me bo tok peljal v to, koliko ona lahko oddela. Če imamo akademijo, točno vem, kaj dame potrebujejo za to, da bodo lahko naredili neke spremembe. Seveda si želim od dam, da naredijo čim večje spremembe, ampak potem se pa včasih vprašam, ne, vsaka dobi toliko, kolikor zmore. Zato ocenjujem, da nekdo je lahko najboljši menedžer, nekdo je pa čisto okej, če je dober samo na svojem področju in to opravlja čudovito. Ne vem, ena frizerka, ena kozmetičarka, ena kadrovica, vsak tisto, kar je njegovo poslanstvo, če je na pravi poti, je to njegova pot. Ne rabimo biti vsi menedžeri, ne rabimo biti vsi zdravniki, ne rabimo biti vsi, ne vem, neki vodilni. Karkoli pa počnemo, da počnemo iz srca in če delamo iz srca in če delamo lahkotno in če čutimo, da je to del te naše poti, bojo vedno vidni rezultati. Zato, dragi moji, ja, to je bilo danes, kar sem želela povedati. Zato sem toliko prepričana v to, da če želite biti uspešni v poslu, delati dobre rezultate, biti lahkotni, slediti svoji poti, da je potrebno delati na osebni rasti. Ampak tudi s tem namenom, kajti tista oseba, ki je uspešna v poslu, sem prepričana, da je tudi uspešna doma. Ampak uspešna na tak način doma, da, lepo mi je napisala Darinka, se take stranke imam tudi jaz, balzam za oči in dušo, ki mi dovolijo, ki se sprostijo pri meni, spustijo kontrolo,
pogledajo, zaupajo in upajo deliti izzive. In jaz rečem, vsi na koncu gremo na isto školjko, ne na isto, na enako školjko. Vsi moramo iti na WC, vsi se moramo stuširati, vsi moramo zobke umiti. In ko si to dovolimo, videti, da ne rabimo biti vsemogočni, da ne rabimo biti vse vedi, da ne rabimo biti najboljši na tem planetu, se zavedamo, da samo skupaj lahko tvorimo najboljše rezultate. In če se spomnimo vrsto let, pa ne vrsto let nazaj, pa še toliko ni let nazaj, če že sem pogledala mojo babico pa dedka, imam že zdaj vse 4 pokojne, včasih so živeli tako, iz mamine strani in iz očetove strani so bili kmetje, kako so se družili, kako so ustvarjali ta plemena, kako so si pomagali plemena, kako so v vasicah en za drugega delali, se povezvali, niso se ocenjevali, kdo je kaj, kdo ni. Ko so delali, ko so bili lahkotni, vsi so bili kot eno. No, in dejansko je to isto v poslu. Preko spoznaš, da si čisto enak kot je on, sem da pač ti pokrivaš to področje, on pokriva to področje, začneš delati velike spremembe. Tako da, dragi moji, posel ni nič drugega kot igra. Da pa priješ do te igre, moraš priti pa do svoje lahkotnosti. Lahkotnosti priješ pa tako, da spuščaš kontrolo vsega tistega, kar ti ne služi več, da si začneš zaupati, spoštovati, verjeti vase in predvsem, da začutiš, kje si močen, kaj je tvoja lastna vrednost. In ko imaš to lastno vrednost, lahko greš kamorkoli. In glede na to, da sem vrsto let delala v gospodarstvu, mi je moj mož rekel, kdaj mi je rekel, prejšnji mesec, samo prosim žena, samo en sestanek naredi v Skazi, z našimi kupci, en sestanek naredi na mesec. No, z drugega te ne prosim, kot samo en sestanek. In pol jaz koga gledam in sečem, ja pa valjda, pa vse kaj pa je to. Sej na drugi strani so ljudje, mi smo ljudje, koliko več sem zdaj na tem naredila, in tako tudi vzamemo to. Vedite, da tam, kjer boste naredili posel, pomeni, da je to super, ker to se boste vi nekaj naučili, on se bo nekaj naučil in skupaj boste nekaj lepšega še gradili. Tako da ne se sikirati, če kjerga posla ne dobite, ali pa če dobite kak posel, pa je ful zahteven, to samo pomeni, da še imate toliko priložnosti za rast, da še sploh ne veste, kako so skriti vaši potenciali. Tako da ne ločiti to osebno rast od poslovne rasti. Poslovna rast boljša je, ko delate na sebi. Tako da, evo, današnji, to bi bil en tak moj rezime. Tako da nekaj še imam prostih mest za akademijo, drage dame, dajte se opogumiti, ker marsikdaj ste same, nimate koga, ki bi delile s kakršenkoli svoj izziv. Če želite biti uspešne, že kar zdaj povem, če želite biti uspešne, slavne, ne vem, prepoznavne, boste mogli malo stopiti ven iz povprečja, boste se mogli malo pokazati, ne bo šlo drugače, kot pa da predstavite svoje podjetje, predstavite tiste produkte, storitve, v katere res verjamete in dejansko se zavedate, da brez tima bo zelo težko, res bo težko. Za vsemi tistimi, ki jih občudujete, ko imate vzornike, vedno je gora, 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 gora. Naprimer, vsi guruji, kateri so, oni imajo toliko svojih sodelavcev zunanjih, notranjih, v vsaki državi po nekoga. Zakaj? Ampak to samo zato, ker verjamejo v to poslanstvo in to širijo naprej. Tako da, vabljeni, delajte na organizacijah, ne samo vlagati v strokovna znanja, v komunikacijo, v prodajo, delajte na tem, da pomagate ljudem delati premike, naj vidijo, da zmorejo. To pomeni tudi zaposleni v proizvodnji so lahko velik, velik, velik potencial. Mi imamo take dokaze. Enkrat bi bilo dobro, da vam primere iz prakse povem, kako so pri nas ljudje zrasli iz delavcev v proizvodnje do največjega strokovnjaka, do največjega mojstra, iz delavcev v proizvodnji v vodjo proizvodnje, iz delavcev v proizvodnji v najboljšega kakovostnika, iz delavcev v proizvodnji v najboljšega prodajnika. To so ljudje, ki jim samo vi lahko pomagate, da odkrijo te svoje potencijale. Zato, sončki dragi, ne se bati delati na sebi. Ni osebnega življenja pa poslovnega življenja, je samo eno življenje. In bolj, ko živite v tej resnici, to, kar želite v svojem življenju, bolj boste tudi posel delali v igri.
in boste vedeli, da je vse tako prav, karkoli počnete. Želim vam en čudovit večer, zdaj grem pa enega Masterchefa pogledati z mojim otrokom, to pa je res ena oddaja, kjer jo pa s sinom skupaj preživima in pol mi že kaj skuha vmes, tako da zdaj že imam tudi kak obrok pripravljen. En lep večer vam želim, en čudovit vikend. Moj vikend bo sestavljen en dan iz obreda, kjer se zelo veselim. En dan imam obred, kar ljudem pomaga, osvetliti se, videti to. Še enkrat, prosim lepo, ko se odločate za obrede, ne iti na obred, sem za to, da greste na obred, pripravite se. To je isto, kot če bi vas nekdo vrgel v računovodstvo, pa nikoli niste delali računovodstva, če vas ne da v neko predpripravo, nekega mentorja, zato da boste se vi to lahko naučili. Prosim, upoštevajte to, da v življenju je predpriprava 98% uspešnega dela. In vsi tisti, ki hočete biti boljši, bolj uspešni, slavni, prepoznavni, ne vem, bolj povezano družino, živeti sebe, ne druge, boljše spolno življenje. Ne bi bilo slabo, da bi kdaj o spolnosti malo govorila. Ja, to ne bi bilo slabo. Ampak jaz tako rečem, zato imamo seksologe oziroma kakršnokoli, kdo so, ampak življenje se nam spreminja in ko se nam življenje spreminja, potem je tudi prav, da se znamo slišati, upoštevati. Jaz sem prepričana, da se je meni življenje šele od 40. leta naprej začelo, tako da se res veselim tega življenja, uživam v tem življenju in tudi sprejemam ga tako. Sprejemam, da je to življenje, da sem jaz samo del tega življenja, ki me vodi. Če se bolj, kot se bom prepustila, bolj, kot bom dovolila, da se mu prepuščam, bolj srečna bom. In ne samo jaz, moja družina, moji sodelavci, moje stranke in vsi okoli mene. S tem pa tudi mogoče izboljšam en delček okolice, tista, ki bo pa želela. Lep večer vam želim.